Lepo pozdravljeni vsi, ki spremljate podcaste Gospodarske zbornice Slovenija. Verjetno ste zasledili, da je Slovenija s 1. januarjem postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije oziroma ESA, ki je tako po proračunu kot dosežkih druga največja vesoljska agencija na svetu. In pridruževanje Slovenije k ESI je trajalo kar 17 let. Na polnopravno članstvo Slovenije odpira vrata številnim slovenskim podjetjem do strateških in gospodarskih priložnosti ter krepi tudi našo konkurenčnost v svetovnem vesoljskem sektorju. Kako že danes nekatera podjetja sodelujejo v vesoljskih programih in kakšne priložnosti se dejansko obetajo slovenskim podjetjem v prihodnje, se bomo danes pogovarjali z mojima današnjima gostoma, državnim sekretarjem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, gospodom Matevžem Frangežem, ki je med drugim tudi odgovoren za področje vesoljskega sektorja na ministrstvu, in direktorjem podjetja Skylabs, gospodom Tomažem Rotovnikom. Lep pozdrav obema. Dober dan, zdravo. Čejo. Gospod Frangež, pa začnimo midva. Verjetno se je v preteklih letih, ko se je v Sloveniji začelo več govoriti o vesoljskem sektorju, marsikdo začudeno vprašal, zakaj sploh ob vseh ostalih industrijah govorimo v Sloveniji o vesolju in priložnostih za naše gospodarstvo. Češ, kaj sanjamo, saj Slovenci nikoli ne bomo leteli v vesolje. Pa vendarle, vesoljske tehnologije in vesoljski sektor pomenijo bistveno več kot samo polete onkraj našega vesolja, kar si običajno pod to državljani predstavljamo. Zato za naš uvod najprej vprašanje, kje vse srečujemo vesoljske tehnologije, kaj vse omogočajo, ne nazadnje tudi nam, navadnim državljanom, pri vsakodnevnih opravilih? Pravzaprav ni boljšega odgovora od tega, da spomnimo na internet, navigacijo in celo vrsto povsem vsakdanjih stvari, ki jih danes imamo za samoumevne, pa so bile tekom zgodovinskega razvoja pravzaprav razvite zato, ker smo na naši poti do odkrivanja in raziskovanja vesolja morali premostiti nek izziv. Kot rečeno, lahko govorimo o internetni komunikaciji, o satelitski navigaciji ali določenih tipih jedi in hrane, ki je bila najprej pripravljena za to, da so se lahko astronavti prehranjevali v precej drugačnih bivanjskih razmerah, kot smo jih vajeni na Zemlji, do tega, da so se morali umiti. Aplikacija, ki je danes v vsakodnevni uporabi in jo dobro poznamo vsi tisti, ki imamo majhne otroke, so vlažilni robčki. Mimogrede, zanimivo, že Herman Potočnik Nordung v svoji knjigi govori o tem, da bo vesolje in bivanje v breztežnostnem prostoru ustvarilo celo vrsto situacij, ko bo potrebno ravnati drugače, kot smo vajeni ravnati na Zemlji. On je takrat napovedal, da se bodo astronavti umivali z vlažnimi brisačami, no dejansko se umivajo z vlažilnimi robčki, kot jih uporabljamo vsakodnevno. Aplikacij, ki so bile razvite za vesolje in so se nato prelile v različne oblike aplikacij na Zemlji, je pravzaprav zelo, zelo veliko in tudi Skylabs se že lahko ponaša z tem, da je nekaj, kar je bilo razvito za vesolje, pravzaprav uspešno prelil tudi v gospodarsko prakso doma. Danes vesoljski sektor sestavljajo več kot 40 slovenskih uspešnih podjetij in tudi raziskovalnih inštitutov, 3 univerze. Za kakšna podjetja gre in pri kakšnih produktih, storitvah sodelujejo? Kje vse lahko najdemo nenazadnje tudi produkte slovenskih podjetij? Zdaj, tista podjetja, ki so morda najbolj izrazita v slovenskem vesoljskem sektorju, so prav podjetja, ki jih poznamo in so tesno povezana z vesoljem. Pa lahko govorimo o Skylabsu, Davosoftu, podjetju Synergize, celi vrsti morda manjših igralcev, ampak prav tako pomembnih. Mnoga od njih so pravzaprav prav s pomočjo vključevanja v programe Evropske vesoljske agencije nastala in zrasla. Na drugi strani pa seveda imamo tudi celo vrsto povsem tradicionalnih industrij, ki so svojimi znanji v sektorju se uveljavila kot uveljavljen ponudnik tudi v vesoljskem sektorju. Naj tukaj navedem recimo podjetje Duol z športnimi halami,
pokritimi površinami in njihovo obvladovanje in razvoj membran, torej posebnih oblik tkanin, jih je kvalificiralo za to, da so najprej začeli z izdelovanjem torej radomov za satelitsko komunikacijo na Zemlji, na drugi strani pa bili angažirani tudi v NASInem projektu za razvoj NASInega Marsovega habitata. Drug tak primer je recimo podjetje Balmar, prav tako zelo uspešno v vesoljskih programih, ki obvlada kompleksne oblike obdelovanja kovin. In čeprav so bili sprva prisotni v letalskem sektorju, se jim je vključevanje v vesoljski sektor pravzaprav obrestovalo tako, da so začeli razvijati zahtevne komponente za ESO oziroma za industrijske konglomerate aktivne v vesolju, preko tega pa vstopali tudi v zelo zanimive raziskovalne programe, kot je recimo program za nabiranje kovinskega materiala na Marsu in njegovo lasersko obdelavo za to, da bo mogoča proizvodnja kovinskih izdelkov v bistvu on-site na Marsu. O Skylabsu zelo rad govorim, ampak mislim, da je danes bolje, da o Skylabsu govori njegov direktor. Tako, tudi do tega pridemo. Za slovensko gospodarstvo ves čas govorimo, da moramo razvijati sektorje z visoko dodano vrednostjo, ki bo ponujalo prebojne visokotehnološke rešitve. Vesoljski sektor je zagotovo eden izmed njih, ampak postavlja se vprašanje, ali ne gre tukaj za nek relativno nišni sektor, ki predstavlja priložnost za razvoj kljub samo le omejenega nabora podjetij, gre za specifična znanja in tehnologije. Kako pomembno vlogo lahko igra ta sektor vesoljskih tehnologij v okviru celotnega slovenskega gospodarstva? Z vidika prihodnosti in konkurenčnosti. Zdaj, dejstvo je, da je Slovenija kot majhna ekonomija, ampak izrazito v svet odprta ekonomija, lahko uspešna predvsem v nišah. In vesolje je ena od takih niš. Ampak hkrati moramo upoštevati, da se tudi ta niša prvič globalno krepi. Obstajajo jasne projekcije o tem, da se bo v nekaj letih vesoljski sektor več kot podvojil. Na drugi strani pa tudi ta podjetja, aktivno v vesoljskem sektorju, zelo hitro rastejo. So podjetja, ki so preden so vstopila v programe ESA, vključevali nekaj zaposlenih in jih imajo tam danes 80, 100. Se pravi, govorimo o hitri rasti. Jaz pa sem prepričan, da sedaj, ko prihaja v razvoju naše vesoljske politike do naslednjega poglavja, ki nam ga odpira polnopravno članstvo v ESI, pravzaprav do obdobja, ko bomo lahko zelo hitro skalirali obstoječe igralce v vesolju, tem pa seveda dodali tudi nove. Ne pozabimo, da imajo tradicionalne industrijske panoge svoje težave, svoje omejitve, samo če omenimo avtomobilsko industrijo. In tudi v vesolju obstaja cela vrsta priložnosti, kamor se bodo lahko vključevali tudi industrijski igralci. Mislim, da je bil ravno dr. Iztok Kramberger, ki je v petek na vrhu Slovenija ESA povedal, da pravzaprav vesolje terja najvišjo stopnjo zanesljivosti in kakovosti. In pravzaprav dejstvo, da si certificiran za ta sektor, odpira priložnosti tudi drugje. Vprašanje je, če bo vesoljski sektor kdaj dosegalo obsege našega GDP v smislu tradicionalnih industrijskih panog. Dejstvo pa je, da se predvsem s pomočjo Evropske vesoljske agencije njegova gospodarska moč pa vendarle hitro krepi. No, do lani smo bili nepolnopravni člani oziroma pridruženi člani ESE. Z njo smo torej že sodelovali v 8 letih tega partnerstva, pridruženega članstva je 30 slovenskih partnerjev z ESO podpisalo, mislim, da okoli 115-114 pogodb v vrednosti okoli 50 milijonov evrov proti koncu leta. V kakšnih programih in na kakšen način lahko sodelujo sedaj slovenska podjetja z ESO? Zdaj, princip delovanja Evropske vesoljske agencije je tak, da
v bistvu država članica pove, v katere programe bo vplačala svoja sredstva. Mi smo v zadnjem 3-letnem obdobju skoraj podvojili ta vplačila, predvsem zato, ker je s časom močno zrasla sposobnost naših podjetij, da ta sredstva tudi počrpajo. Slovenija, predvsem pa slovenska podjetja, iz ESE prejmejo več sredstev, kot jih kot država vplačamo. Temu rečemo geo-return. Hkrati pa smo se zdaj v lanskem letu v intenzivnih pogajanjih ob vstopu v polnopravno članstvo zavezali, da bomo to dinamiko ohranjali. Konkretno, letos novembra bo ministerska konferenca Evropske vesoljske agencije, ki bo odločala o plačilih v naslednjem 3-letnem obdobju, 26, 27 in 28. In mi že imamo sprejet mandat vlade, da sredstva iz okvirno 7 milijonov letno, kolikor jih vplačamo v programe ESA danes, to povečamo med 12 in 15 milijonov evrov, medtem ko v obdobju po letu 28, nadaljne 3-letno obdobje, je ta mandat med 15 in 18 milijoni evrov. Zakaj ta relativno strma dinamika? Zato, ker ocenjujemo, da sedaj, ko ESA naš vesoljski sektor že zelo dobro pozna, ima z njim izrazito pozitivne izkušnje, akterji v vesoljskem sektorju, tako podjetja kot razvojni inštituti in univerze, vstopajo v vse bolj kompleksne programe, da bodo ta široka odprta vrata v vesolje seveda pripeljala tudi do povečanih priložnosti in hitro rast te absorpcijske sposobnosti našega vesoljskega sektorja. No, gospod Rotovnik, podjetje Skylabs, kot sem že dejal, marsikdo sicer pozna, pa vendarle morda za uvod na hitro nekaj besed o vašem podjetju. Za kakšno podjetje gre, s čim se ukvarjate, kakšna je bila vaša pot do danes? Ja, bila kar, ni bila, hitra, bila počasna. Mi smo navajeni te naravne rasti, torej nismo iskali nekega kapitala, tveganega kapitala, ampak smo se odločili, da bomo šli po korakih. Nič ni narobe, če povem tudi odkrito, da smo bili na začetku garažniki, ne. Dobesedno smo bili v neki majhni pisarnici v nekem stanovanju, kjer se je pač naša pot začela kot podjetje. Seveda še pred tem, da smo lahko bili podjetje, smo morali osvojiti kritično maso znanja, ne. In to maso znanja smo seveda usvajali še kot takrat, ko smo bili še na univerzi v Mariboru, ne. Seveda, ko smo to kritično maso znanja imeli, smo bili dovolj sposobni, dovolj napredni, da smo lahko iz tega začeli razvijati neko ključno idejo, ki smo jo za tisti čas prepoznali zaradi že prvega sodelovanja, Slovenije z Evropsko vesoljsko agencijo, kajti v letu 2009 je Slovenija postala članica opazovalka in takrat je bila tudi naloga vseh univerz in raziskovalnih inštitucij v Sloveniji, ne, da se predvsem posvetijo nekim temeljnim raziskavam, da poskušajo razmišljati, kaj so tiste nišna področja, ki jih še mogoče manjkajo na tem zemljevidu sveta, kar se tiče vesoljskih tehnologij, in pa da se pripravijo neko ozadje, neka dobra podlaga, da se bo iz tega potem formirala neka nova podjetja, ne. In mi smo nekako primer te, šole, ne, da smo se tega res takrat še na univerzi držali, ne. Trudili se, lovili torej to kritično maso znanja, ne, in to je bil potem tudi za nas tisti začetek, da smo potem ustanovili podjetje. Da pa sploh prišlo podjetje, je bila pa tudi mogoče ena stvar, ki se je pri nas pripetila, je bila pa ta, da smo si uspeli urediti sestanek tudi pri Evropski vesoljski agenciji, kjer smo pač to našo tehnologijo takrat tudi predstavili, in tudi ESA ni bila informirana, da takšna količina znanja pa v Sloveniji v takem kratkem možnem času že obstaja, recimo, ne. In to je nas nekako vseeno postavilo na nek zemljevid ESE kot velik potencial v prihodnosti, in to je bil naš štart. Veliko smo takrat sodelovali z Evropsko vesoljsko agencijo, to je bil tudi edini vir prihodkov, ni težko tudi to povedati. Medtem ko pa danes, po dobrih 10 letih, je ta vir prihodkov še zgolj 30%, vse ostalo podjetje pa že ustvari na trgu kot komercialna izvedba naših stvari. Zdaj, ko ste me vprašali, s čim se ukvarjamo, torej podjetje je začelo v preteklosti z razvojem ključnih tehnologij. Predvsem smo se želeli informirati, kaj pomeni imeti elektroniko v vesolju. Zdaj vesolje ni popolnoma prazno ali pa hladno, tako kot si morda na hitro lahko to predstavljamo. Vemo že vsi najverjetneje, da tam obstaja radiacija in ta radiacija ima res velik vpliv na samo delovanje elektronike ali
elektronika kot taka, elektronski sistem, podsistem začne napačno delovati ali pa preprosto preneha delovati, ne. In na začetku smo razvili torej dve ključni tehnologiji, s katerimi smo nekako zagotovili obstoj naše elektronike v vesolju, da bo sposobna pravilnega delovanja doglednega časa, ne, torej vsaj 5-7 let. No, in iz teh dveh ključnih tehnologij smo potem začeli razvijati naše tehnološke rešitve, ne. Zdaj najbolj laično lahko povem takole. Vsak satelit mora imeti kar nekaj teh različnih elektronskih podsistemov, od komunikacijskega, navigacijskega, računalnika na krovu, napejalnega podsistema, potem različnih vmesniških podsistemov za priključitev različnih senzorjev in aktuatorjev. In podjetje Scalabs danes to ima v svojem portfoliju. Torej na področju nano- in mikrosatelitov, torej teh malih satelitov, mi že to, bom rekel, te rešitve v hiši imamo, ne. In to je tisto, kaj danes ponujamo na trgu. Naši kupci so pa od tistih, ki gradijo same satelitske konstelacije, do tistih, ki jih zanimajo zgolj posamezni segmenti, recimo iz našega nabora, ne. No, prej ste omenili, ne, da sodelovanje z ESO je bilo pravzaprav prvo ali pa recimo odskočna deska, ne, za samo podjetje. Kakšno vlogo je pa imelo recimo potem pri razvoju samega podjetja to sodelovanje z ESO? Danes pravite, da 70% ne, ustvarite sicer na trgu. Ja. Jaz menim, da je za vsako podjetje, ki želi sodelovati z Evropsko vesoljsko agencijo, poglavitno, da je inovativno. Torej, da ima tisto kanček neke drznosti, torej, da ima neko idejo, da najde neko tržno nišo, nekaj, kar morebiti upa, da bo primerno tudi za področje vesoljske tehnologije. In potem ne bo težko recimo vzpostaviti tega prvega stika, prvega koraka z Evropsko vesoljsko agencijo, zato ker vsaka stvar, ki lahko na koncu prinese za nekaj evropsko dobro, je zagotovo zanimiva tudi za Evropsko vesoljsko agencijo kot takšno, ne. In to je tisto, kaj smo predvsem v podjetju imeli. Predvsem smo bili inovativni, drzni, imeli si ustvarili neko kritično maso znanja oziroma neko široko paleto znanja na pogled, torej kaj pomeni imeti vesoljsko tehnologijo, kako jo razvijati, in to je pomenilo potem postopoma ta korak. Seveda, ko smo mi te kritične tehnologije imeli, ko smo začeli graditi torej naše prve podsisteme kot take, ne, tudi na začetku smo že enkrat povedali, smo najprej upali, da bomo sploh s to kritično tehnologijo nastopili na tem trgu, da bomo začeli to tržiti. To je bil ta naš prvi procesor, majhni procesor Pico Sky FT. Izkazalo se je, da temu ni tako, ne? Da to mogoče za trg ni ravno zanimivo. Čeprav je bila to tržna niša, recimo tega še danes na trgu ni, ne? Ampak nismo se vdali, mi smo rekli, to je še vedno dobra stvar, imeti zelo stabilno jedro, in mi smo to začeli preverjati najprej na zemeljskem segmentu, torej v smislu, da smo opravili različne simulacije, različna radiacijska testiranja na Zemlji, da smo dokazali, kako robustno, kako zanesljivo je to jedro. Potem smo pa seveda začeli okoli tega razvijati naše podsisteme. In danes imamo portfolio podsistemov in to je naša konkurenčna prednost, kajti vsebujejo te tehnike, ki jih ponavadi vsebujejo dosti večji sateliti, smo mi prenesli na ta segment malih satelitov, ne. In kljub temu ohranili to neko cenovno konkurenčnost. In to je ta trenutek naša konkurenčna prednost, kajti to naša konkurenca v tem segmentu danes še nima. Verjamem, da nekoč bodo imeli, ampak mi seveda že danes razmišljamo naprej, kaj moramo pa seveda napraviti, katere korake, ne, in polnopravno članstvo Slovenije v ESI je ključnega pomena, da bomo lahko pa sledili tem trendom oziroma da bomo ohranjali našo konkurenčnost tudi v prihodnosti, recimo. Že dvakrat ste omenili, ne, satelite, ne omenimo, da Slovenija ima dva svoja satelita, Trisat oziroma celo tri. Trisat, Nemo in... Nemo HD in Trisat sta bila prva, sledil je Trisat R, prav tako Skylabov, in zdaj čakate na izstrelitev tretjega Trisat-ra. In eden od teh je še posebej prebojen, ne? Ker ima posebne sposobnosti, v bistvu že nekaj časa se je obdržal na višinah, kjer marsikater satelit odpove, ne? In to znanje je slovensko. Ja, če nadaljujem tisto, kaj sem prej končal, torej, ko smo pač stvari potestirali na Zemlji, dokazali, kako robustne so, smo napravili prvo Trisat misijo. Tista seveda se je že danes zaključila, torej na višini 530 km je bil prvi Trisat utirjen. Potem pa je prikazala se priložnost, torej, da lahko poletimo na prvem poletu nosilne rakete Vega C. To je bilo v letu 2022 in takrat se je potem porodila ta ideja, dajmo sestaviti ponovno en majhen satelit. Smo noter spakirali naslednjo generacijo naših
tehnoloških rešitev, naših podsistemov in je bil utirjen torej v orbitu 5800 km, tukaj nekje, torej v srednjozemljino orbito. Ta orbita je res malce specifična, kajti v tej orbiti ne boste našli veliko konkurence oziroma veliko satelitov, zato ker je načeloma predaleč, da bi opazovala zemljino površje, ker to se dogaja danes predvsem za čim boljšo resolucijo v nizki zemljini orbiti, ne. Da bi imeli komunikacijo, danes vemo, da se konstelacije gradijo tudi podobno v nizki zemljini orbiti, ne, da bi opazovali, bom rekel, da je bili sinhroni z vrtenjem Zemlje, to geostacionarna orbita, ne. Ta orbita pa tudi neprijetna, zato ker je tam prisotna zelo velika radiacija, ker tam se nahajajo ti NN-ovi obroči kot taki, ki vsebujejo ogromno visokoenergijskih delcev, ne. Ampak za nas je bil to predvsem izziv, za nas ni bila predvsem v smislu tega misija, da bomo iz tega tržili sam satelit pa rezultate teh meritev, ki jih bo satelit upravljal, ker gor so tudi tovori od podjetja CERN in ESA, ki merita radiacijo. Ampak za našega stališča je bilo zgolj to, da mi dokažemo, kako robustne sisteme pa znamo zgraditi. In ta misija je še danes uspešna, torej dizajnirana je bila za obdobje 1 leta, po 2 letih pa pol še vedno vsakodnevno z satelitom vzpostavljamo komunikacijo in vsak dan dlje, kot imamo komunikacijo vzpostavljeno, torej komuniciramo s satelitom, dlje v bistvu potem lahko tudi apeliramo na naše bodoče poslovne partnerje, kako dobre sisteme gradimo in to je bil naš ključni moment, po mojem tudi en moment v našem podjetju, ne, da so se pa začela množično generirati naročila. No, dejali smo, da že sedaj, do sedaj je 40 slovenskih podjetij sodelovalo z ESO v njenih programih. Zdaj se bo to sodelovanje lahko razširilo na druge programe še, do katerih do sedaj nismo imeli priložnosti sodelovati. Pa morda, gospod Frangež, vi predstavite, v katerih programih se od ESE lahko slovenska podjetja sedaj po novem ali bodo lahko sodelovala? No, gre za dva ključna programa, ki sta rezervirana zgolj za polnopravne članice. Gre za znanstveni program in pa program splošnih tehnologij. Zdaj, nam je to zanimivo iz 2 razlogov. Prvi zato, ker imamo to kapaciteto, to priznava tudi ESA in to na obeh področjih. Seveda še naprej pa bo naša politika in to bo zelo pomembna naloga v letošnjem letu, preden bomo na ministerski konferenci ESE v novembru letos odločali o novih vplačilih. Tam ne bo šlo samo za vprašanje, koliko denarja bomo prispevali, ampak tudi v katere programe bomo prispevali. Zdaj, če pogledamo ta zgodovinski prerez, prvič, ta dinamika rasti je zelo povedna, ne, se pravi, mi smo leta 2022 izrazito odskočili tudi za voljo odločitev, da povečamo vplačila. V tem pogledu je zelo skokovito naraščalo tudi število sklenjenih pogodb med ESO in našimi podjetji oziroma razvojnimi inštituti. V določeni meri pa seveda tudi število subjektov, ki te pogodbe sklepajo, ne. Tako da je v tem hipu 48 različnih podjetij na slovenski strani sklenilo skupno 165 pogodb, skupna vrednost je 54 milijonov. ESA pa hkrati ima poseben registrsko vstopno točko, kjer pa je zaenkrat registriranih 130 različnih subjektov iz Slovenije. To pomeni, da imamo še nekaj potencijala, da je podjetij, ki o vesolju razmišlja in v njem išče priložnosti, vendarle več od teh, ki so bila uspešna doslej. Morda pa vendarle še velja omeniti, ne, daleč največji obseg sredstev odpade na različne programe opazovanja Zemlje. Angažiranih v ta namen je bilo 59% sredstev. Zdaj, tukaj govorimo ravno o tistem storitvenem delu satelitov. Satelit je zgoraj in z različnimi kamerami, tukaj je recimo izrazito bil uspešen satelit Nemo HD, Centra odličnosti vesolja SI, ki opazuje Zemlje.
in zbira podatke o tem, kaj se na Zemlji dogaja. Na tem področju je izjemno uspešno podjetje Synergize, ki je, mislim, da tudi posamično največji prejemnik sredstev iz ESIN-ih programov, ki je pravzaprav demokratiziralo človeški dostop do podatkov, ki jih sateliti zbirajo o dogajanju na Zemlji. Z njihovo tehnologijo Sentinel Hub in aplikacijo Copernicus Browser lahko danes vsakdo naredi tisto, kar je bilo predtem rezervirano samo za privilegirane. Vsakdo lahko uporablja, dostopa do teh podatkov, ti podatki pa so neprecenljivi pri celi vrsti nalog, ki jih imamo na Zemlji. Upravljanje kmetijstva, upravljanje podnebnih sprememb, varstvo pred naravnimi nesrečami, nadzor nad transportnimi potmi, ne nazadnje, tudi zagotavljanje varnosti, načrtovanje mednarodne kritične infrastrukture in tako naprej. Nesporno je, da pa tudi na drugih področjih, Skylabs je gotovo primer, ki bo nastopal kot akter tudi na področju tehnologij, komunikacije. Vaši načrti so v tem pogledu zelo ambiciozni. Razmišljate o satelitu, ki bo imel tudi superračunalniško moč z integrirano umetno inteligenco, zato da bo na krovu satelita že opravljena cela vrsta funkcij, ki so s tem povezana. Aktivni smo tudi na področju komunikacije. Imamo podjetja, ki razvijajo visoko specializirano komunikacijsko opremo, tak primer recimo Paradigma Technologies, kot relativno mlado podjetje, ki se je hitro uveljavlja in je pravzaprav specializirano v niši, kjer nastopa morda 6 do 7 svetovnih podjetij. Do seveda različnih programov, ki jih razvijajo naši razvojni inštituti, fakultete. Posebej zanimiv je ta medicinski program, program vesoljske medicine, ki se je na nek način začel razvijati preko dejstva, da imamo v Sloveniji ta znanja. Na ta račun je bil, mislim, v letu 2020 v Nordijskem centru Planica postavljen tudi ta laboratorij z ESIN-o človeško centrifugo. Profesor Mekavič iz inštituta Jožef Štefan tukaj dela res izjemno zanimive raziskave in je sedaj za ugledno kliniko Charité v Berlinu in univerzo v Cayenu tudi razvija študij vesoljske medicine za 25 v bistvu slušateljev. Gre za visoko specializiran program, ki bo nesporno imel koristi tudi za zdravljenje različnih bolezenskih stanj na Zemlji. Torej, priložnosti so res številne na različnih področjih. Gospod Rotovnik, kako pa lahko podjetje vstopi v sodelovanje z ESO na to področje? Kakšne pogoje mora izpolnjevati z vidika kompetenc, znanja, tehnologij? Kakšna je vaša izkušnja? Jaz bi rekel tako, da na začetku ne rabiš imeti kompetenc, tudi mi nismo imeli kako dokazati. Recimo, ko smo se prijavljali. Važna je tista ideja, ki jo prijaviš na te razpise, ki jih ESA objavlja. Na začetku vem, da obstaja v Sloveniji še vedno ta program, kjer je podporni program znotraj ESA, prav namenska so sredstva za slovenska podjetja, da se lahko z idejami prijavijo. Obstaja celo več teh tipov, bom rekel, kategorij, teh tematik, tako da vsako podjetje v Sloveniji zagotovo, če ima neko dobro idejo, ki vidi neko potencial, zagotovo mora izkoristiti, pa saj poskusiti se z prijavo. Menim tudi, da je sama prijava dokaj dobro že objavljena oziroma že zelo dobro piše v samih templatih oziroma vzorcih, kaj se zahteva od samega prijavitelja. ESA tudi vsakoletno organizira, to vem tudi, da Ministrstvo za gospodarstvo zelo dobro podpira, tudi organizira infodneve, ko pridejo ti razpisi ven. Takrat je dobro tudi, da se podjetja udeležijo recimo teh delavnic. Tam so tudi včasih na voljo celo inštruktorji, kjer v bistvu gredo skozi celotno možno prijavo, torej na kaj je treba paziti in tako dalje. Tako kar se tega tiče, ESA in Ministrstvo za gospodarstvo sta glede tega te stvari zelo dobro uredila in so zelo dobro
bom rekel, že pripeljane do nekega nivoja. Seveda važno pa je, da podjetje pride z idejo, ne da bi v bistvu kdorkoli drug to idejo naprej sforsiral. To pa je na strani podjetja, torej da mora prepoznati samo sebe, mora biti drzno, mora razkerati in z neko idejo vseeno poskušati recimo se prijaviti na tak razpis, ne. Recimo to je tista stvar. Zdaj, da rabiš neke hude kompetence, jaz mislim, da kar se tega razpisa, ki sem ga ravnokar omenil, ne. Je pa res, da v prihodnje, ko postajamo zdaj polnopravni člani, ko bomo lahko prišli na ta trg, odprti trg, kjer bodo odprti razpisi, kjer se bodo lahko prijavil kdorkoli, ne, tam pa seveda moraš izkazovati kompetence. In ravno to pa potem ta druga faza. Prva faza je torej najprej podjetje mora štartati nekje in to je ravno ta, kar ste zelo dobro vzpostavili na Ministrstvu za gospodarstvo. Potem pa, ko že enkrat imaš en takšen razpis za sabo, eno izkušnjo, je to že tvoja prva referenca oziroma kompetenca. In potem lahko že potem z dobrimi idejami, z dobrim povezovanjem, z iskanjem, bom rekel, industrijskih partnerjev v tujini, to je tudi zelo pomembno, ne bo težko potem recimo poskušati pa potem se prijavljati na ostale prijave, recimo, ne. Vedeti pa moramo, da je to pač odprti razpis, lahko se prijavi katerakoli inštitucija, katerokoli podjetje iz katerekoli države, ki je članica Evropske vesoljske agencije, tako da na koncu lahko pride veliko prijav in na koncu je pač najboljša tista, ki je zmagovalna, ne. Morda ostaniva še midva pri besedi. Kako se lahko recimo Slovenija meri z vesoljskimi velesilami, ne, so ZDA, Rusija, Kitajska, ne, to so države, ki imajo povsem druge kapacitete. Po drugi strani je državni sekretar rekel, tekmovati moramo v nišah, tam smo lahko dobri. Kje so po vašem mnenju te neizkoriščeni potenciali oziroma kje smo dobri, pa lahko to izkoristimo na področju vesoljskih tehnologij? Jaz bi rekel, da smo na vseh področjih, ki jih ESA podpira, dobri. Zagotovo obstaja v Sloveniji, to je moje mnenje osebno, zagotovo obstaja v Sloveniji neko podjetje, ki že vsaj mogoče ima neke izkušnje, podobne izkušnje na teh področjih, ne. Zagotovo ne bomo najverjetneje nikoli gradili nosilnih raket. Zakaj? Zato, ker tudi nimamo, bom rekel, primerne lokacije, da bi se lahko to zgodbo šli, ker ta lokacija izstrelitvena mora biti zelo blizu nekje, bom rekel, nekega morja, ne. Predvsem zaradi vseh razvojnih procesov, ki nastajajo, recimo, ne. Ampak vse, kar se ostalega tiče zemeljskega segmenta, zagotovo smo že danes zelo dobri v vseh pogledih. Imamo podjetje Synergize, kot ste omenili, imamo podjetje Kozilab, recimo, Duol, Devesoft, ki gradi te merilne sisteme in tako dalje. Potem imamo pa ta upstream segment, to je pa satelitski del, tam načeloma ta trenutek imamo podjetje Skylabs največ izkušenj, potem v zadnji imamo podjetje Balmar, Paradigma Tech in tako dalje, ene izmed teh, ki so že prepoznani, recimo, ne. Zagotovo pa tudi tu obstajajo možnosti, od tega 3D tiska, recimo, od nekih, bom rekel, izboljšanih materialov, od gradnje nekih, bom rekel, še boljših elektronskih posameznih podsistemov, senzorjev, optičnih sistemov. Verjamem, da imajo tudi na inštitutu Jožef Stefan, recimo, more biti izkušnje že na tem področju, ne. Tako da teh področij je ogromno, recimo, ne. Jaz vem, da tu ne moremo reči, da tega ni, no, ne. Gospod Frangež, kakšni so načrti države na področju vesoljskega sektorja sedaj v prihodnje? Koliko podjetij si želimo, kakšno dodano vrednost želimo doseči, dokdaj? Ambicije so tukaj kar velike, ne, kar je pravilno. Govorimo tudi o slovenski vesoljski, torej možni agenciji nekoč, ne. Morda pogled v prihodnost. A lahko najprej se samo še dotaknem ene zelo zanimive stvari, do katere je prinesel vajin dialog. Meni se zdi pravzaprav, dejstvo je, da nas Evropska vesoljska agencija, in to je v petek tukaj zelo jasno povedal generalni direktor ESE Josef Aschbacher, oni prepoznavajo v Sloveniji, našem vesoljskem sektorju, celo vrsto zanimivih kompetenc. Zdaj z polnopravnim članstvom prihaja do pomembne spremembe. Če je doslej ESA nam pomagala razvijati vesoljski sektor in je bil to fokus našega medsebojnega sodelovanja, je zdaj ta izgrajena kapaciteta vesoljskega sektorja, naj spomnim, da je ta kapaciteta, ta sposobnost vesoljske industrije pri nas bila ključni kriterij tako imenovanega industrijskega pregleda. To je bila ključna stvar, ki smo jo morali na nek način odkljukati v procesu pristopanja. Zdaj pa se seli fokus drugam. Zdaj pa gre za vprašanje,
kako lahko Slovenija za tem, kar smo v vesoljskem sektorju že ustvarili, uspešno prispeva k skupnim evropskim vesoljskim izzivom, misijam, operacijam. In zato bo ta bitka bistveno bolj konkurenčna, kot je bila do sedaj. Smo pa samozavestni, ker vemo, da v sektorju se je do zdaj razvilo nekaj z izjemno dobrih nišnih igralcev, pa bom dal samo spet primer Skylabsa. Skylabs danes ni več podjetje, ki ga bi poznali v Mariboru ali v Sloveniji, je mednarodno uveljavljen brand v vesoljskih tehnologijah. Posebej zaradi uspešnih mikrosatelitov, posledično pa tega, kar je njihova dodana vrednost. Razvoj robustne mikroelektronike. Kaj so naši načrti za naprej? In še to. Ena stvar, ki odlikuje te uspehe, je tudi pristop, ki je bil pri tem uporabljen. In to je ekosistemski pristop. Tukaj imamo dejansko ekosistem. Zdaj, ko obstaja Slovenska vesoljska pisarna, ustanovljena v tem mandatu, še pred tem je bila sicer, je nekaj ljudi delalo zelo podobne stvari, mi smo zdaj to oformili v tej fazi pač v ločeno službo na ministrstvu, ki dela z roko v roki z podjetji. Skratka, tu gre za visoko stopnjo in intenziteto medsebojnega sodelovanja, gre za podporne storitve, kot je povedal dr. Rotovnik, se pravi pomoč podjetjem, da vzpostavljajo kontakt z ESA, da se orientirajo znotraj ESA-nih programov tam, kjer je to najbolj smiselno, ne nazadnje pa tudi zato, da seveda uspešno pridejo do priložnosti, ki jih ESA zagotavlja. V tem jaz ne bi želel govoriti o številki subjektov. Tisto, kar pa si upam trditi, je, da smo prišli do točke, ko bomo lahko med podjetji v vesoljskem sektorju prišli do pomembnega odriva v smislu obsežnosti njihovega angažmaja v ESA-nih programih, posledično delovnih mest, ki bojo v ta namen angažirana. Tako da jaz si za prihodnje leta obetam relativno strmo rast. Mi se moramo potruditi, da bo absorpcijska sposobnost naših podjetij, da za ESO razvijajo za ESO in evropske vesoljske programe koristne stvari, rastla skladno z povečano dinamiko sredstev. Ena od ključnih stvari pa je seveda zagotavljati ustrezen kader. Vesolje, in tu si bom sposodil Marjano Mazzucato. Marjana Mazzucato to svojo podjetniško državo, idejo o tem, kako mora država z proaktivnim pristopom vstopati na področje visokih tveganj, kar vesolje nesporno je, zato da zmanjša tveganje zasebnega sektorja in hkrati zasebni sektor pritegne k tem podvigom. Nesporno je ta pristop tak, ki je zdaj dozorel do točke, ko bo mogoče v prihodnje sprejemati eno ambiciozno rast podjetij, nove spin-offe, marsikaj, kar danes vidimo še v univerzitetnih programih ali v programih razvojnih inštitutov, postaja zrelo za to, da vstopi na trg in dejstvo je, da v vesoljskem sektorju vidimo celotno linijo. Od programov tehnološke pripravljenosti na ravni 1 do 9, se pravi tistih, ki so v polni meri pripravljeni ali že uspešno prestali vstop na trg. Omenili ste ta podporni ekosistem, ki je dobro razvit in je v podporo gospodarstvu in podjetjem, ki želijo delovati na tem področju. Morda še vprašanje, torej to je predvsem Slovenska vesoljska pisarna, na katero se podjetja lahko obrnejo. Vprašanje še morda glede pomoči ali pa finančnih spodbud države, ki so jih deležna ta podjetja. Je ta segment še kako posebej podprt z določenimi sredstvi ali lahko ta podjetja kandidirajo na razpise ukrepov, ki so sicer tudi za ostale industrije, če tako rečem? Za glavnino priložnosti tukaj pravzaprav gre za to, da ESA seveda dela stvari, ki koristijo njej. Se pravi, v tem pogledu nastopa kot naročnik.
In preko tega položaja naročnika seveda financira razvoj neke tehnologije v podjetju, ki je na razpisu izbrano. Zato je to precej drugače od recimo sofinanciranja iz evropskih sredstev, kot smo ga sicer vajeni. In mislim, da je izjemno uspešen mehanizem. Tukaj ne gre v tolikšni meri za odpravo tržnih primanjkljajev, kar je fokus spodbud denimo Evropske unije in gospodarskega ministrstva. Tukaj gre za to, da karkoli že počneš, mora nekje ustvarjati vrednost za naše evropske vesoljske ambicije. In v tem pogledu mislim, da je ta mehanizem izjemno dober, seveda pa lahko vesoljski sektor v polni meri, tudi kot eno od področij, ki mu bomo morali povečevati prednost dostopa do virov, tako nacionalnih kot evropskih, ki jih imamo na razpolago za razvoj in rast naših podjetij. In tukaj naj samo omenim dvoje. Prav te dni imamo na Gospodarski zbornici lansiranje platforme strateških tehnologij za Evropo, usmerjene v to, da Evropa na eni strani zmanjša strateške odvisnosti, ki jih ima v primerjavi z drugimi, posebej Kitajsko, in na drugi strani, da si povrne vodilni položaj pri razvoju strateških tehnologij. Vesolje je tudi po Draghijevem poročilu eno od osrednjih področij sektorskega pristopa in nesporno je smiselno, da mi tudi z drugimi ukrepi poskrbimo za to, da bojo podjetja, ki so aktivna v vesoljskem sektorju, lahko v prihodnje še naprej razvijala prebojne tehnologije, tako za vesolje, kot za njihovo aplikacijo na Zemlji. Gospod Rotovnik, podcast se imenuje seveda Poslovni nasveti, zato bi vas proti koncu gremo. Za konec prosil za recimo 3 nasvete, ki bi jih svetovali podjetjem, ki še morda ne sodelujejo v programih ESE, pa imajo za to kompetence, priložnost in potencial. Kaj bi jim konkretno svetovali? Katere korake naj storijo? Prva je zagotovo analiza trenutnega stanja, torej na tistem področju, s katerim koli se že ukvarjajo, je dobro, da najprej zanalizirajo, torej kakšne so njihove prednosti z neko idejo, ki jo imajo, kakršnem koli področju so že. Druga stvar je, da se informirajo, torej katere so potenciali razvoja ESE, ker ESE ima pač program, ki je vnaprej predviden, ki se tudi objavi. In iz tega ven se potem ve, da se bo iz tega programa potem naslovili potem tudi ustrezni razpisi. Tretja stvar pa je seveda tudi obisk različnih konferenc oziroma sejmov z tega področja. Zakaj? Kajti tam se vidi, kaj dela konkurenca, kaj trenutno konkurenca tako objavi, kot tudi prikaže fizično, recimo, če govorimo o konkretnih produktih. In iz tega se da marsikaj videti, kaj pa še morda manjka. Menim, da je odveč omeniti to, da je pač potrebno seveda potem se še potem tudi prijaviti takrat na razpis, ko je pač na voljo. Bi pa tako rekel, da mogoče, ko se danes pogovarjamo toliko o vesoljskih industriji, vesoljskih tehnologij kot taki, ni vse zgolj povezano toliko z ESO, kot pa to, da tudi Evropska komisija oziroma tudi Horizon projekti recimo obravnavajo vesoljsko tematiko. In predvsem na nizkih TRL nivojih, kjer so mogoče študija kot rezultat, in tudi tam lahko podjetja preizkušajo najprej svojo idejo, jo bolje oplemenitijo, najdejo svoje partnerje. Torej, predvsem je potrebno veliko druženja, iskanja sinergij tudi z ostalimi partnerji okoli po Evropi. In to je mogoče tudi lahko ena začetna vstopnica potem recimo za konkretnejše posle z Evropsko vesoljsko agencijo. Je pa tudi še ena druga stvar, da Evropska vesoljska agencija je tista stvar, kjer gradi misije, ki so daljšega življenjske dobe, torej 15 let ali več, za odkrivanje zgodovine vesolja, opazovanje zemljinega površja in tako naprej. Vedeti pa moramo, da se pojavlja danes na trgu ogromno teh start-up podjetij z ogromno zalednega kapitala, ki imajo dober poslovni model, razvili bojo neko storitev, potrebuje pa na koncu neko satelitsko platformo. In ko hitro govorimo o konstelacijah, potem so tu lahko zelo veliki cenovni pritiski. Naravno ta, bom rekel, po zmanjšanje stroškov izstrelitve na nosilnih raketah, to kaj delajo ta trenutek Američani, omogoča tem novim podjetjem, da se rojevajo nova podjetja z novimi idejami, da lahko za nek, bom rekel,
da imajo dovolj zmogljiv poslovni model, da je omogočen sploh, torej, da so stroški selitve nizke, da se bo lahko zgradila konstelacija, ampak seveda mora potem biti strošek izdelave satelita temu primeren, takrat pa ne pride več upoštev, torej, da uporabljaš isto tehnologijo, kot uporabljaš pri gradnji misije, ki mora trajati 15 let in več, ampak razmišljaš o tem, da mora trajati življenjska doba tega satelita 5 let in mora biti tudi tehnologija temu primerna, recimo, da zdrži zgolj teh 5 let pa ustrezno poskrbi za uspešno delovanje, ne. In to je pa področje, kjer lahko vsako podjetje, ki ima izkušnje, morebiti pa vidi nekaj takega in v bistvu na tem področju začne tudi razvijati, ne, na začetku svoje kompetence, recimo. Ne rabi biti takoj že ESA tista prva. Zgolj to je moj bil mogoče dodaten. Mislim, da je odlična dopolnitev. Seveda danes smo se osredotočali na ESO, glede na to, da je pač takšna priložnost. Mogoče, Matevž Frangež, vaša še zaključna misel, morda smo kaj izpustili, pa bi želeli upozoriti podjetja. Ena od ključnih izzivov, ki jih imamo pri katerikoli ambiciji, ki jo v vesolju imamo, je gotovo to, da tja spravimo stvari, ki za neko koristno funkcijo, ki bo gledalo navzven v odprto vesolje ali nazaj na Zemljo, ki bo v vesolje prenašalo tovor, ki bo imelo kapaciteto raziskovanja Marsa, Lune, teh velikih mejnikov, ki si jih človeštvo sedaj postavlja pred sebe. Pri vsem tem bomo potrebovali miniaturizacijo tehnologij. Slovenska podjetja, cela vrsta njih, se je dokazala pri tej miniaturizaciji tehnologij in to je gotovo nekaj, kjer nas tudi ESA danes prepoznava kot zelo pomembnega faktorja, veliko večjega, kot bi pripisovali tako število naših prebivalcev kot velikosti države. Ena od stvari, ki jih želimo v kratkem času lansirati, je tudi vključevanje v ESIne inkubatorske storitve, da torej njihov business incubation program pripeljemo v Slovenijo, tukaj razvijamo dodatne podporne storitve, tudi v sodelovanju z našim startup ekosistemom, zato da bo novim podjetjem, novim igralcem na tem področju omogočen še lažji dostop, boljši in še sistematičnejši nabor storitev. Skratka, naše ambicije tukaj so zelo jasne in čeprav se kdo posmehuje, ko tako strastno govorimo o vesolju, ne, to, kar smo nam dali na nek način kot slogan naših aktivnosti ob vstopu v polnopravno članstvo ESE, Slovenija majhna na Zemlji, a velika v vesolju, ima veliko resnice, ker se vsaj na teh nišnih področjih Slovenija že kaže kot velika sila. S to mislijo predlagam, da zaključimo. Hvala lepa, gospod Frangež, gospod Rotovnik, za obisk v našem studiu in za tale današnji pogovor. Želim vama in seveda sektorju in podjetjem, da bi še naprej ohranili to ambicioznost in dobro sodelovanje med državo in podjetniškim sektorjem na tem področju in da bi tudi čez leta s ponosom rekli, Slovenija majhna na Zemlji, ampak še vedno velika v vesolju. Tako da hvala lepa. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci naših podcastov, da ste nas spremljali. Prijeten teden in se vidimo v prihodnjem podcastu.